Dober večer, spoštovani gosti, ljubitelji glasbe in prijatelji vokalnega orkestra Brkinska godba 2000. Dobrodošli pred hotelom Admiral na slavnostnem koncertu ob 10-letnici orkestra, ki je poznan daleč naokrog, predvsem po svoji mladostniški uigranosti. Dovolite, da med nami še posebej lepo pozdravimo naše goste. Nocoj so z nami Daniel Leskovic, predstavnik Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki prihaja tudi v imenu Zveze slovenskih godb. Z nami je župan občine Hrpelje-Kozina, Zvonko Benčič-Midre, z nami je tudi ustanovitveni kapelnik Brkinske godbe, Leander Pegan, in poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, gospod Zvonko Černač. Dober večer vsem skupaj. Mladostniška uigranost smo rekli, v to se boste lahko prepričali nocoj, ko bomo slišali različne skladbe iz repertoarja. Dirigent Brkinske godbe 2000, Tomaž Kamperle, se je odločil, da bo nocojšnji koncert razdelil na 4 dele. Najprej bomo slišali originalne in klasične skladbe, sledi filmska glasba, zabavna glasba in na koncu seveda še slovenska. Že takoj na začetku pa imamo za vas prijetno presenečenje. Nocoj je z nami gost iz Italije, dirigent in skladatelj in avtor prve skladbe, ki jo bomo slišali nocoj, gospod Lorenzo Požedu iz Sardenije, ki je Brkinski godbi 2000 posvetil skladbo z naslovom Decennial Suite. Diamo un caloroso benvenuto al nostro ospite stasera, il signor Lorenzo Požedu. Questo sì che è un benvenuto come si deve. Allora, come mai qui con noi stasera? Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Sono molto contento di essere qui con voi a festeggiare questo importante traguardo della vostra banda. E non sono qui per caso perché questo è il risultato di un rapporto che da alcuni anni abbiamo allacciato con la stessa banda. La vostra banda è stata ospite in Sardegna alcuni anni fa della mia associazione. E poi io alcune volte sono tornato presso di loro per lavorare insieme a loro. È sempre stato un grande piacere per me. Torej seveda ni naključje. Ni naključje, da je dirigent in skladatelj Lorenzo Požedu nocoj tu z nami, kajti med Brkinsko godbo 2000 in njim se tke že vrsto let prijetno prijateljstvo in pa seveda tudi ustvarjalno delo. Godba je bila tudi na gostovanju pri njemu, ampak skupaj so ustvarjali tudi na številnih delavnicah, gostoval je že pri nas in iz vsega tega se rodi tudi skladba, ki jo bomo slišali nocoj. Possiamo parlare un po' anche del brano? Sì. La composizione del brano è stato un po' il compendio, il risultato di questo rapporto. Quindi ho scritto questo brano appositamente per loro, quindi già conoscendo le caratteristiche tecniche dei musicisti, e ho pensato di scrivere un brano nello standard internazionale della banda giovanile, sia dal punto di vista proprio dei contenuti musicali, dell'organico utilizzato, e ho pensato di dividere questo brano in 3 tempi distinti. Nel primo tempo si celebra un po' i 10 anni, quindi questo brano ha un carattere più austero e più serio, diciamo, tra virgolette. Nel secondo movimento si parla anche si vuol descrivere un po' anche la nostalgia che attraverso un andante espressivo, pensando ai 10 anni trascorsi, e nel terzo movimento c'è la festa, per celebrare altrettanto in maniera degna questo importante evento. Il brano appunto si articola in 3 movimenti distinti con questi 3 caratteri distinti. Torej, kot že rečeno, skladba je nekako plod tega skupnega ustvarjanja in sodelovanja, sestavljena iz 3 delov. V prvem delu govori predvsem o prehojni poti v prvih 10 letih, v drugem delu je morda malce bolj resnobna tematika, še vedno pogled nazaj na prehojeno pot, in tretji del pa je tisto pravo praznovanje, kot se spodobi za praznovanje in proslavljanje 10-letnice Brkinske godbe 2000. Grazie per ora. Grazie. Grazie a tutti e buon concerto.
Predlagam, da zdaj tisti pravi topel aplavz, ki nas bo segrel in ogrel, še enkrat damo Brkinski godbi 2000 in dirigentu Tomažu Škamperle. Ampak ne, še malo bo treba počakati, zavihteti tisto paličico, kajti začenjamo z gostujočim dirigentom. Torej, najprej bomo slišali skladbo Decennial Suite, ki jo je za to priložnost posebej pripravil gospod Lorenzo Poskedu. Zatem skladbo Menir in na koncu še Čardaš. Naj povemo, da bomo v prvem delu slišali solista Matijo Mariona, ki bo imel svoj solističen nastop na alt saksofonu. Letos je zaključil konzervatorij za glasbo in balet v Ljubljani in uspešno opravil sprejemne izpite za akademijo. V času šolanja je prejel številna priznanja, med njimi srebrno plaketo na državnem tekmovanju in prvo nagrado in posebno priznanje na mednarodnem tekmovanju v Novi Gorici. Čestitam. Diamo ora il benvenuto al nostro maestro, al signor Lorenzo Poskedu.
Matija Marion, Tomaž Kamperle in Barchinska godba 2000. Bravo, e diamo un ringraziamento ancora una volta al signor Lorenzo Požedu za tale izvirni uvod v nocojšnji koncert. Sledi pa sklop filmske glasbe, ki ga nekateri že nestrpno pričakujete. To so tiste skladbe, ki nas popeljejo v filmsko preteklost in nam obudijo prenekatera čustva. Prva bo na sporedu Moment for Morricone, avtor je Ennio Morricone, aranžma pa je naredil Johann de Meij. Sledi pa tema iz Schindlerjevega seznama, avtor je John Williams, aranžma je napisal Castor Calvin. Kristjan Ilić bo nastopil kot solist na violini, obiskuje 4. letnik Akademije za glasbo. V času svojega glasbenega izobraževanja se je večkrat udeležil tudi številnih tekmovanj. Leta 2003 in 2006 je na tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov prejel srebrni plaketi. Leta 2009 pa srebrno plaketo in 3. nagrado. Poleg tekmovanj se je predstavil tudi solistično in v komornih zasedbah in v številnih orkestrih. Barchinska godba 2000 in Tomaž Kamperle.
Kristjan Ilič na violini. Hvala lepa. Mi pa že obračamo list in tu so tiste skladbe, ki jih boste še prej prepoznali, morda si jih boste potihem celo prepevali. Na vrsti so torej zabavne skladbe, na sporedu je Sweet Home Chicago, Matija Marjon bo znova nastopil kot solist na alt-saksofonu, Klemen Filipovič pa na pozavni. Predstavimo še Klevna. Klemen je pozavnist, ki je začel igrati na tenorsko tubo. Je eden izmed 4 začetnikov ali ustanovnih članov Brkinske godbe 2000, ki so še vedno aktivni. Tako kot je rasla godba, je rastel tudi on in danes bi mu lahko rekli predstavnik starejše generacije godbenikov. Tako piše. Klemen prevzema vse več nalog in po novem je tudi arhivar. No, poleg Sweet Home Chicago bomo slišali še skladbo italijanskega skladatelja Lorenza Boccia, naslov skladbe pa je Fiesta.
Iz zakladnice slovenske glasbe je Brkinska godba 2000 na dan potegnila skladbo Hrpeljska dekleta. Skladba je stara že več kot 100 let, vendar je še vedno izjemno priljubljena. Aranžma je delo domačina profesorja Petra Pačnika, ki je nocoj z nami. Dobrodošli. Nam lahko pomahate, da vas vsi vidimo? Ja, skriva se tam od zadaj. Profesor Peter Pačnik, vsi ga dobro poznamo, pa vendar dovolite samo nekaj besed. Z nami je umetnik in ustvarjalec z izjemnim posluhom za klasično harmonijo in prav ta preprostost v temah in odličen izbor instrumentov nas vedno znova očara svojo svežino in lepoto. Z nami pa je nocoj tudi kvartet Utrip, ki ga bomo slišali v nadaljevanju in v zadnjem delu, vokalni kvartet Utrip, ki ga sestavljajo 4 fanti iz obrobja Brkinov. Vasja Ivančič, Peter Mavrič, Andrej Ljubič in Sebastian Mavrič. Kvartet je pred nekaj leti nastal željo po nekoliko drugačnem prepevanju in interpretaciji pesmi. Skupna pevska pot jih je povezala pred 3 leti in svojim zelo širokim repertoarjem nas ne bodo razočarali niti nocoj, za nas so izbrali ljudsko skladbo Mavčec Izaro. Potem se bo kvartet Utrip združil skupaj z Brkinsko godbo 2000 in srečali se bodo na legendarnem Šuštarskem mostu v poklon 80. rojstnemu dnevu avtorja Mojmirja Sepeta, aranžma pa je prispeval domačin profesor Mirko Orlač. Nadaljujemo v duhu Avsenika in njegove Lepo je biti muzikant, slovenski del pa zaokrožuje skladba Moji Brkini Aleša Lavriča, za katero je Brkinska godba posnela tudi videospot. Besedilo Mojka Mehora Lavrič, interpretirala pa jo bo Nina Počkaj. Aranžma je prispeval profesor Mirko Orlač, ki vedno zelo rad priskoči na pomoč, ali kot godbenik ali pa kot aranžer. Profesor Mirko Orlač je akademski glasbenik, pozavnist, dirigent pihalnega orkestra Izola, večkrat nagrajen na številnih tekmovanjih in sodeloval je tudi v mednarodnem orkestru v Franciji. In dovolite še nekaj besed o komaj 12-letni Nini. Skladba Moji Brkini je prava uspešnica tudi po njeni zaslugi, saj je na festivalu Novih sklad osvojila bronasto plaketo. Nina že sedaj prepeva 5 svojih skladb in do konca leta obljublja tudi svoj CD. Čestitke. Ampak verjeli ali ne, vse se začne pri Hrpeljskih dekletih.
Mauče zizero, mauče zmajnico, kjer je dragi dom, zmaja zibelko, kjer so me zimali, mamica moja, in prepevali aji, ajo. Kjer so me zimali, mamica moja, in prepevali aji, ajo. Sem še Milhan sem bil drog vesel, sem več barkni, katero pesem pel. Zdaj se minulo je, nič več pel ne bom, zdaj ni več moj ljubi dragi dom. Zdaj se minulo je, nič več pel ne bom, zdaj ni več moj ljubi dragi dom. Za Ljubljanico, tam najde vsak, kar si želi, tam skrije med cvetlice, te Julija bar. Če si zaljubljen, če si mlad, a čez leto in čez dan, prišel boš tja z nevesto na magistrat. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine po mladost, čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, čez Šuštarski most. Levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine po mladost, čez Šuštarski most. In luna balkon, največjo knjigo učenja, da mi je krilo deklica, še tole svojo pesem pa sem tam. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine po mladost, čez Šuštarski most. La 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 la.
Poznate kraje, kjer burja griče Boža in kjer uporno med skalami raste roža. Von po morju opojno vija vasice, posute po bregu kot osamljene ptice. To so moji Brkini, domača dežela, na sončni planoti srce bo ogrela. To so naši Brkini, dežela na dlani. Tukaj smo srečni, primorski predani. Ponosno srce in nežna primorska duša se zlivata v eno kot trta in ruša. Mi živimo med zemljo in oblaki, svobodnih misli, uporni so koraki. To so moji Brkini, domača dežela, na sončni planoti srce bo ogrela. To so naši Brkini, dežela na dlani. Tukaj smo srečni, primorski predani. Kakor ptica v letu, jadram tuje kraje, pa vendar gnezdo domače se vedno vračam najraje. To so moji Brkini, domača dežela, na sončni planoti srce bo ogrela. To so naši Brkini, dežela na dlani. Tukaj smo srečni, primorski predani. To so moji Brkini, domača dežela, na sončni planoti srce bo ogrela. To so naši Brkini, dežela na dlani. Tukaj smo srečni, primorski predani. Ampak ne, še najprej zahvala Nini Počka in kvartetu Utrip. In kot rečeno, čas je za zahvale, zato na oder oziroma k mikrofonu najprej vabimo predstavnika Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Z nami je nocoj Danijel Leskovic. Vabljeni. Hvala za povabilo. Leta 2002 v Ormožu sta se srečali takrat najmlajši godbi v Sloveniji. In takrat sem spoznal pravzaprav brkinsko godbo in od takrat nekako spremljam za njene uspehe. V teh 10 letih jih čestitam, tako jaz osebno kot preko Javnega sklada in Zveze slovenskih godb. V naslednjem desetletju jim želim še, da to svoje doseženo nadgradijo, da oplemenite svoje dosežke. Kar se pa tiče srečanja godb, takrat leta 2002 pa v imenu predsednice Bohinjske godbe pravim, ker je danes služba zadržana, da smo se takrat pogovarjali za neko samotno srečanje obeh godb in da je treba to srečanje enkrat izpeljati.
Tako da vsem čestitke in hvala za povabilo. Z nami pa je danes tudi predsednik Pihalnega orkestra Vogrsko, gospod Miloš Gregorič. Vabljeni. Hvala lepa. Mislim, ala vam vera, no. Dobri ste. Predvsem bi se zahvalil za povabilo in iskrene čestitke o vaši obletnici, tako muzikantom kot Tomažu, mislim, glavni krivec za to prireditev. Ne bi smel pozabiti tudi na predsednika, bi rekel mojega sotrpina. Kar se tiče muzike, bi rekel enkratno Tomaž in muzikanti, kar se tiče pa ostalega živčkov in vse ostalo pa. Hvala lepo. Jaz upam, da bomo tudi mi tebi, to mesto drugič, ko gre bo. Čakaj. Že ko je omenil, da smo sotrpina, pol moram tudi jaz njemu dati takega težkega, da bo lahko odnesel domov. Naj povem tudi to, da tudi z Vogrskim sodelujemo že precej let in zaradi tega je tudi prišlo do teh izmenjav daril in upam, da bomo še naprej delali skupaj. Prav? Ja, v bistvu imamo istega krivca od spredi za to. Hvala še enkrat. Tako, torej posebna zahvala tudi predsedniku Kulturnega društva Brkinska godba 2000, gospodu Marku Filipoviču. Zdaj pa na oder z enim aplavzom povabimo še enkrat oba dirigenta, torej dirigenta Brkinske godbe, Tomaža. Tomaž Kamperle. Ed un ultimo ringraziamento al maestro d'orchestra, al signor Lorenzo Pogedo, che è qui con noi stasera. Si accomodi. Naj vas spomnimo tudi na zgoščenke, ki vas čakajo, če boste pogrešali Brkinsko godbo do naslednjega koncerta, potem si jo lahko kupite in zavrtite tudi doma. Iskrena zahvala torej Iskrena zahvala torej vsakemu, vsaki posebej in vsem skupaj, ki ste nocoj nastopili in pa seveda vsem tistim vam, ki niste nastopili, ampak ste vseeno zelo pripomogli, da je nocojšnji koncert uspel. Brkinska godba 2000 in Tomaž Kamperle in če bomo močno zaploskali, verjamem, da bomo dočakali tudi bis.
dosti s ploskanjem, da ne bomo predolgi, ki je mrzlo. Punca tlejo zebe. Prav je, da se tudi njej zahvalimo in Karin, najlepša hvala. Upam, da je bilo v redu, razen da te je zeblo. Se bomo potrudili potem, da bo boljše. Hvala lepa. Zahvalil bi se rad tudi vsem vam, ki ste prišli sem. Brez vas tudi koncerta ne bi bilo. In pa domačinu oziroma gostitelju, hotelu Admiral, bi prosil, če lahko pride kakšen predstavnik, da mu izročimo eno priložnostno zahvalo. Očitno ni več z nami tukaj direktorja in direktorce bomo dali jutri. Tako da še enkrat hvala v njihovem imenu in upam, da so bili zadovoljni tudi z našo prireditvijo. Hvala torej tudi v mojem imenu. Meni je bilo veliko veselje in pogreli se bomo. Kaj ne? Tomaž Kamperle in Brkinska godba 2000. Pripravljeni?